Koliko so stari tvoji? 6 pa 3. 6 pa 3. Ja. Ko gre hiter cajt, ne? Ti, Simon, kako pa se mi najraje vozimo na delo? Ker jaz recimo se mi zdi, gledam samo na to, da bo čim hitrej. Jaz najraje z vlakom, ampak veš, to je zelo odvisen, kje živiš. A ne? Na relacijah, kjer so dobre povezave z vlakom, se ljudje vozijo. Tam, kjer pa niso, pa bolj z avtom. Je pa res, da sem marsikdo pa ugotovil, da lahko, če malo skombinira kolo, vlak, javni promet, različne kombinacije, da je lahko hitrejši v službi, pa bolj enostavno, cenejši. Se pravi, kombinacija je fora. Ja. Ok. Imamo to. Se pravi, hitrost je najbolj pomembna stvar. Ja, recimo, če tukaj pogledava za Ljubljano, Ja? vidiš, iz določenih smeri si lahko z javnim prometom zelo hiter. Zdaj z določenih seveda trenutno ne toliko, ampak takole vidiš, da marsikje se da. Ok. Ampak bolj okolica, ne? Ja, to, kar je bliže in ob železniški progi. Kateri so pa še druge stvari, glede, mislim, ki vplivajo na to, kam se ljudje, kako se ljudje vozijo pač na delo in... Ja, mislim, da poleg hitrosti pomembno je seveda udobje, da se ti lepo udobno peleš, da je dovolj pogosto, da lahko greš takrat, ko ti paše, takrat, ko imaš kak sestanek, takrat, ko je treba priti do službe. Je pa pomembna tudi cena, recimo sploh za dijake, študente, upokojence, za njih je predvsem cena pomembna, za ostalo pa te dejavnike, ko sem jih prej naštel. In kaj se da narediti, da bi izboljšal vse to, seveda poleg cene, a ne? Predvsem je treba vlagati, treba nove vlake kupovati, proge izboljšati, postaje prenavljati. Potem bojo pa vse te stvari počasi se seštejejo in potem vse skupaj toliko boljše deluje, da imajo potem vsi neko dobro kakovost javnega prometa. Kdo pa recimo ima najbolj zrihtane železnice? Recimo za primer lahko Švico vzamemo, glih tako je gorata kot Slovenija. Ja. Veš, oni so veliko vlagali v železnico in kaj so dobili? Veliko potnikov, veliko ljudi se vozi. Kljub temu, da so bogati, oni grejo na vlak. Bolje udobno, hitrejši. In to je za njih pomembno. Cena za njih ni pomembna, ampak te druge stvari. Ja, kam smo pa mi vlagali? Ja, mi smo predvsem v ceste vlagali. In kaj smo mi dobili? Zastoje, veliko avtomobilov, pa s tem povezane stroške. Ti veš, koliko slovenska gospodinjstva namenijo za svoje avtomobile? Čist preveč. Prepričan sem. Kaj enkrat ugotoviš, da je vožnja z vlakom udobna, da ni nobene nervoze, da si lahko prepričan, da boš točen, ne glede na vreme, in ko ugotoviš, da je pač vlak bolj preprosta stvar, postane avto predragi avto, drag in dragi avto, stvar preteklosti.